Svetujem avtorefleksijo. Večkrat je potrebno zapreti oči in to ni stvar New Age-a, to ni stvar nobene druge zadeve kot preproste neurofiziologije, ker nevroni v glavi se popolnoma drugače obnašajo na tak način, ko zapremo oči, začutimo sebe, se umirimo, dih se umiri, predfrontalni režim se umiri in smo v drugi dimenziji, smo v neki koherenci. Izkušnje nas lahko tudi zagrenijo. Seveda je največja stvar teh procesov osebnostne rasti, poleg te avtorefleksije, sposobnost učljivosti. Torej, vsak človek ni enako učljiv. Nekdo lahko doživi 1001-krat isto napačno pot in bo ostal popolnoma enak. Osebnostna rast ne pomeni, da grem v wellness, da treniram jogo, da jem vegetarijansko. Osebnostna rast pomeni, da sem boljša za sočloveka. Osebnostna rast pomeni, duhovna inteligenca pomeni, da se postavim za človeka v stiski. Pozdravljena, Lucija. Živana. Veliko samostalnikov je, s katerimi bi te lahko opisala. Izredna profesorca, antropologinja, sociologinja, pisateljica, svetovalka podjetjem, raziskovalka ne nazadnje. Ampak tako, če te nekdo sreča na ulici in te vpraša, s čim se ukvarjaš, kako to najbolj preprosto razložiš? Ponavadi rečem, da sem človek na poti in da se pravzaprav ukvarjam s človekom in z vsem, kar človek je, in pravzaprav s tem, kar še odkrivamo, da pravzaprav smo. Torej, ukvarjam se s to skrivnostjo nas ljudi. Pa je bila antropologija tista, ki te je največ naučila o človeku, ali so mogoče imele večjo težo tvoje osebne življenjske izkušnje? Preplet pravzaprav vsega. Jaz sem zelo zgodaj vzljubila raziskovanje. Torej, nisem se ustavljala pred nekimi izzivi, ampak sem poskušala razumeti mnogo stvari. Torej, osebne izkušnje, ko so se mi zgodile, razne, relativno zahtevne, ne? Ker je vedno odvisno s čim in s kom se primerjamo. Ne? In ja, znanje, antropologija, razumevanje človeka v različnih kontekstih, v različnih časih, dobah, to mi je dalo pravzaprav neke take globoke uvide v našo psiho, v našo nevropsihologijo. In to še vedno z veseljem razvijam, ustvarjam razne zaključke pri sebi in jih seveda rada delim preko kolumn in drugih stvari, po katerih me ljudje poznajo. Pa se ti zdi, da človek danes bolje razume samega sebe kot nekoč, ali imamo zgolj več informacij na ravni razuma, ne pa tudi, da dejansko imamo integrirano neko zavedanje, zakaj se nam stvari v življenju recimo dogajajo? Ja, zelo dobro se to pravzaprav postavlja vprašanje, kot je integracija izkustva oziroma informacij, ali pa zgolj golo razmišljanje, analiziranje. Ne? Izjemno pomembna je sinteza. Torej, podatek kot takšen ali pa informacija je brez neke sinteze, brez neke, lahko rečemo temu, vsebine ali pa neke take lepote, pravzaprav prazen podatek. Ne? In to lepoto, to vsebino človek doda sam. Seveda, ali se bolj razumemo ali slabše, lahko bi rekla, da kot civilizacija pravzaprav zdaj stopamo v čisto neke nove svetove, zlasti pod okriljem umetne inteligence. Torej, tehnološki razvoj vedno pravzaprav postavlja temelje za vse ostale oblike sprememb družbenih, tako da smo v tem oziru različni. Nekateri ljudje se počutijo popolnoma izgubljene, jaz osebno se ne počutim izgubljeno, nekako razumem, da se svet nekako evolutivno, naravno, organsko razvija, seveda pa določene ravni, lepo si rekla, ali samo razmišljamo, zaostajajo in te ravni so pravzaprav čustvena, etična, duhovna inteligenca. Tukaj pa mogoče rabimo še kar nekaj narediti. Zlasti zahodna civilizacija, bolj razvita civilizacija, ki je utemeljena na kapitalizmu. Ne? No, vse o tem bova danes tudi kaj več kasneje povedali, ampak za začetek me še zanima, ker si tudi raziskovala različne dele sveta in kako je bilo potem, ko si se vračala v Slovenijo, mogoče kako doživljaš Slovenijo ali pa nas Slovence, katere značilnosti nas delajo mogoče drugačne. Torej, sada potujem, letos sicer nisem še nekje dlje,
Lani sem bila na Japonskem, lahko rečem, da vsakič, ko grem na neko celino, na nek kontinent, raziskovati ljudi, zelo uživam pri tem. Predvsem pa poskušam reflektirati samo sebe, ne? Ker potovanja so namenjena kultivaciji našega duha in krepitvi zavedanja tega, odkot izhajamo. Ne? Torej, mi izhajamo, po moje presoje, iz ene najlepših dežel sveta in Slovenci smo čudoviti ljudje, to vedno ponavljam, čudoviti, delovni ljudje, imamo dobro srce, imamo delovne navade, smo pa mogoče sem in tja premalo zavedajoči se svojih kvalitet in se mogoče prevečkrat oziramo na tisto, kar nas ločuje, kar nas razdvaja. Mogoče moramo več narediti na povezovanju in pravzaprav prepoznati ljudi, ki se trudijo res povezovati. Ne? Torej, če je nekdo zelo srčen, zelo mogoče angažiran, ne, takšni ljudje so tisti, ki jih moramo podpreti. Torej, ta angažiranost ni nujno nekaj, kar nas lahko ogroža. Ne? Torej, ljudje, ki imajo ideje, ki imajo neko moč, ki stremijo po nekih pozitivnih spremembah, so tisti, ki bodo gradili prihodnost. Tako Slovencev kot ostalih dežel, narodov tega sveta. Zdaj pa, če ni preveč osebno vprašanje, opazila sem, da si izgubila očeta, ko si bila stara 15 let. Zanima me, kako te je to zaznamovalo kot osebo. A je mogoče to botrovalo temu, da si mogoče prej odrasla, doktorirala si že pri 28 letih, predavala si na univerzah že zelo mlada. Zdi se, kot da si malo prej nekaj stvari dosegla kot povprečni človek. Torej, jaz nisem nikoli dosegala stvari iz vidika tega zunanjega ega. Jaz sem se nekako prepuščala življenju in ja, sigurno je bila izguba očeta neka taka travma oziroma uvid v svet. Ne? Torej, ko v nekem otroštvu ali pa v rani mladosti izgubiš drage ljudi, kot je bil oče, potem kasneje je umrla tudi teta, stric, bratranc. In ko izgubiš ljudi, potem ugotoviš, da je vse skupaj zelo minljivo in krhko. Ne? In jaz sem štartala iz tega nivoja krhkosti. Ne? Torej, in tudi raziskovanje sveta, potem kreacija neke kariere. Ne? Sem seveda se potem umaknila iz znanosti, ker sem enostavno začutila, da rabim dati nekaj podjetjem, ampak vedno sem ostala povezana. Ne? Še vedno predavam, imam z eno profesuro, torej sem povezana z akademskim svetom, ampak veliko bolj sem rabila, bom rekla, to živo dimenzijo sveta, kjer so stvari nejasne. Ne? In jaz se zelo dobro znajdem v nejasnih okoliščinah. Ne? In to mogoče sigurno bo trvalo to zgodnje doživljanje izgube očeta, tudi bolezen sestre, vse skupaj je bilo zahtevno za mene na polno. Ne? Ampak jaz sem seveda našla odgovore tudi konkretno v znanosti. Ko sem še študentka, ne bom nikoli pozabila, dr. Vesna Godina, v drugem letniku smo imeli predavanja. Torej, učili smo se o antropogenezi, ontogenezi, torej to je individualno človečenje. In recimo profesor Godina meni ogromno dala čez lastne izkušnje, sva tudi sama imela zahtevne izkušnje, predvsem, ko je nam pomagala študentom, da smo neke iluzije zelo hitro opustili, ne? Ker znanost je pravzaprav da opuščanje nekih iluzij. Ne? In ostali izjemno dobri profesori na FDV, recimo Samo Han, Karmen Šterk, seveda profesor dr. Jusine in ostali zelo zanimivi predavatelji so mi mnogo dali na tem nivoju tega človeškega kapitala, ker so res predavali srcem. Ne? In ravno to dimenzijo jaz poskušam vnašati k svojim študentom. Torej, predavam na Gaja Collegeu za 11. leto, torej imam par predmetov in poskušam vedno pokazati, ne, da je bistvo pri gradnji znanja ljubezen do znanja. Ne? Torej, ko ti imaš neko emotivno komponento, ne zgolj željo po izrabljanju nekih podatkov, da jih boš uporabil, izkoristil v nekem finančnem smislu, to študento res navdahne. In jaz smo vedno dobro izkušeni študenti, ravno letos sem zaključila z eno luštno skupino, imeli smo predane poslovno okolje in poslovna etika, kjer smo se naučili, da je pravzaprav etična dilema vedno takrat, ko resnično ne vemo, kaj storiti. Ne? In dejansko živimo v zelo udobnih časih in se tega premalo zavedamo. In če veliko potujemo, nam svet to pokaže. Pokaže nam dimenzije naše dežele, varnosti, kvalitete bivanja, visoka kvaliteta bivanja, hrane, zraka, narave, to je res nadvse čudovito. In jaz sem imela velikokrat priložnost ostati v tujini, nekaj sem tudi vmes delala, recimo v času korone, ampak vedno izberem dom. In tukaj sem jaz doma in sem vesela, da lahko ustvarjam, da pišem, da imam nekaj ljudi, ki mi sledijo. Ko ste pa opazili, pa nisem nikakor
pretirano željna neke pozornosti, niti ne hrepenim potem, enostavno ustvarjam, delam in svoje rezultate, svoje vide delim brez kakršnega koli zadržka z ljudmi. Ne? In to mislim, da je tista patina znanja, ki ljudje v meni začutijo. Torej, jaz ne želim fascinirati, jaz želim ljudem v bistvu odpreti oči. Tako. To mi je tisto vodilo v moji duši. Ja. Omenila si etiko, s to temo se kar precej ukvarjaš, a ne? Pa tako mogoče vse nasplošno, kje smo danes, leta 2026, kar se tiče etike, sploh v teh časih zdaj ugotavljamo, da recimo svet vodijo zelo neetične elite. A je sploh mogoče, da etika preživi v svetu, kjer vlada tekmovalnost in dobiček? Torej, zunanji obod ali pa zunanja zavest pravi, tako kot si zdaj rekla, ne? Torej, etika sigurno ni prva misel človeštva. Ampak globlji uvid, torej notranja zavest, jaz se s tem tudi zelo ukvarjam, in vsi, ki delajo z mano, vedo, ko zapremo oči, recimo, če se obe zapremo oči, ne, je takoj drug občutek samega sebe. Ko jih odpremo, smo spet v zunanji zavesti. Ne? In če je nekdo recimo vsak dan neprestano, kognitivno, v nekem takem sprejemajočem modu, torej načinu, in da čez dan ne zapre oči, ne more začutiti svojega glasu. Ne? Torej, etika se seveda gradi tudi preko občutkov, preko vesti. Ne? Zdaj seveda cela razprava, kaj je vest, kaj je morala, to zdaj ne bi v to se spustili, ampak kljub vsemu, ne? Ko zapremo oči in se vprašamo, ali sem naredila na tem in tem področju vse, kar je v moji moči, in ko mi reče moja notranjost, da si naredila vse, lahko rečem, sem etična. Ne? In ko sprašam študente, kdo pa je zares etičen? Mi imamo etične komisije, imamo častna razsodišča, torej za etiko nimamo potrdil, ne? Kot tudi za normalnost nimamo potrdil. Kaj s tem hočem povedati? S tem želim reči, da je etika pravzaprav izkustvo, izkušnja, in ko sem jaz etična do tebe, Ana, si ti etična recimo do mene. Ne? In ko si na vsakodnevni ravni poskušamo delovati bolj etično, dobro namerno do skupnosti, da poskušamo recimo razmišljati tudi o neki solidarnosti, o dobrotljivosti, se naenkrat stopnja etičnosti dvigne. Torej, etika je pravzaprav vsakodnevna praksa in pravzaprav umetnost mikrotrenutkov. Umetnost mikrotrenutkov, ko se ovemo, kako malo je pravzaprav potrebno, da dan polepšamo sebi ali pa drugim. Tako je s čim pravzaprav etiko seveda poleg teorij, filozofije, etike, morale in tako naprej. In številnih čudovitih tekstov, ki jih seveda študentje preberejo in tudi doživljajo številne aha momente. Ja. Ampak se mi zdi, da vsak po svoje doživlja etiko, oziroma kaj je zanj etično in kaj ne. Mogoče za en tak primer, ki se ga še vsi spomnimo, razprave o evtanaziji, so pokazale, da recimo en pol je bil 100% prepričan, da evtanazija ni etična, drugi pol pa, da odsotnost možnosti evtanazije ni etičen. Se pravi, težko je zdaj prisojati, kaj je prav in kaj ni prav, a ne? Torej, obstaja univerzalna etika, ki je zapisana v človekovih pravicah, ki se jih seveda upošteva in seveda se jih tudi neodvisno, v katerem delu sveta govoriva. Kar se tiče pojma evtanazije, to je pravzaprav civilizacijska možnost, ki je namenjena temu, da se ljudje lahko odločajo o lastnih telesih. Seveda se je v to razpravo upletlo cel kup drugih dogem, ne, tudi religijskih dogem, torej ali ima pravzaprav nadzor nad življenjem in smrtjo lahko človek, ali ima nadzor nad življenjem in smrtjo neka višja entiteta. Torej, tukaj se zopet dotakneva obstoja višje sile oziroma Boga. Ne? Tako da ta dilema je pravzaprav izredno kompleksna in globoko osebno intimna in povezana z izkustvom. Če nekdo ni nikdar izkusil bolečin, bolezni, torej popolnoma drugače razmišlja kot tisti, ki je mogoče imel svojca, ki je trpel muke, preden je seveda preminil. Ne? In jaz sem prepričan, da te dileme bodo še prisotne in da se bodo pobude na to temo sigurno ponovile, ker so povezane z razvojem zavesti človeka. Torej, če se vprašava, kaj je tista naša zavest, kje je človek pravzaprav v središči, kaj je tisto naše bistvo, ki ga prinesemo in odnesemo iz tega sveta,
se zopet odpre mala razprava velikih razsežnosti, predvsem vprašanje začetka, konca, to so kozmogonska, gnosološka vprašanja, ki so zares zahtevna. Ne? In ravno zato je vprašanje evtanazije sprožilo toliko veliko, predvsem nezavednih, inhibitornih predpostavk pri posameznikih. Ne? Tako da jaz sem glasovala seveda za evtanazijo, lahko to pač javno povem, se tega ne sramujem. Seveda je pa potrebno, to se pa strinjam, ne, poskrbeti za etičnost samih postopkov. Ne. In zopet imava isto dilemo, kot je pravzaprav ta dilema vedno povezana z vprašanji, ki so zelo globoka in bom rekla, disciplinarna, ne, kot recimo vprašanje evtanazije. Ne. Torej, to je vprašanje, kje se začne človekova svobodna volja in kje ta njegova svobodna volja trči v svobodno voljo drugega, oziroma gre za vprašanje, na kakšen način v prihodnje postavljati neke standarde etike v družbi, zlasti, ko govoriva o umetni inteligenci, ki se že vpleta ne samo v vzgoje, pravzaprav mi smo vsi skupaj neki taki zelo naivni uporabniki umetne inteligence, ker obstaja že od leta 50 prejšnjega stoletja. Ne. To, da je zdaj seveda dana nekako vsesplošni populaciji, je seveda tudi del tehnološkega razvoja, ampak ravno tukaj se bodo pojavljala vprašanja etičnosti in vsak od nas bo moral izredno močno pričeti z avtorefleksijo. In to je tisto, če se lahko vrne na prejšnje vprašanje, kar mogoče v tem času manjka. Ne. Ljudje prevečkrat projicirajo lastne manjke, lastne vsebine, lastne stiske v drugega človeka. Premalokrat zapremo oči in vprašamo sebe, torej, zakaj me ta oseba moti? Zato, ker je boljša od mene, ker predvidevam, da nekaj stvari ve, jih jaz ne vem, torej manjka nam sposobnost avtorefleksije oziroma samo tematiziranja. In to pravzaprav na vseh ravneh. Ne? In ko bomo to dosegli, kaj bi to potem pomenilo v praksi? To bi potem pomenilo, da bi mi znali poiskati medsebojno mostove in bi začeli tudi prevajati različne koncepte in vrednote. In potem bi seveda začeli tako imenovano pogajanje o pomenu. Ker pomeni v družbi niso dani, niso določeni, niso fiksni. Pomeni so tekoči, so fluidni. In ravno evtanazija je pravzaprav pokazala, ne, da se še ne znamo pogovarjati spoštljivo in da mora pravzaprav vsak akter, ki je bil glasen, nespoštljiv, sovražen, globoko potrkati na lastno vest. Torej, svetujem avtorefleksijo. Večkrat je potrebno zapreti oči. In to ni stvar New Age-a, to ni stvar nobene druge zadeve kot preproste neurofiziologije, ker nevroni v glavi se popolnoma drugače obnašajo na tak način, ko zapremo oči, začutimo sebe, se umirimo, dih se umiri, predfrontalni režim se umiri in smo v drugi dimenziji, smo v neki koherenci. In ko smo vsi konfliktni, razjezeni, neharmonični, težko ustvarjamo etične diskurze. Torej, začetek je pri vsakem posamezniku za zaprtimi očmi in visoko stopnjo avtorefleksije. Pa misliš, da so bolj etični tisti, ki so na lastni koži izkusili določene zlorabe, rane, neke težke preizkušnje, jim je mogoče prav to prineslo ta močnejši čut za etiko, ali je to mogoče nekaj, kar vseeno lahko naravno oblikujemo v otroštvu skozi vzgojo ali pa skozi vzor staršev brez kakšnih večjih pretresov? Torej, da bi nas izkušnje slabe naredile boljših, tega pravila ni. Izkušnje nas lahko tudi zagrenijo. Seveda je največja stvar teh procesov osebnostne rasti, poleg te avtorefleksije, sposobnost učljivosti. Torej, vsak človek ni enako učljiv. Nekdo lahko doživi 1001 isto napačno pot in bo ostal popolnoma enak. Ne? Nekdo pa seveda lahko že iz opazovanja drugih zgodb, usod doživlja visoko stopnjo refleksije in pravzaprav zavedanja. Ne? In to je ta nivo povezovanja inteligenc, ki ga razvijam že dolgo let, in govori seveda o tem, da razumemo, da smo bitja, da smo ljudje bitja številnih razsežnosti, da zelo slabo poznamo možgane, da odkrivamo možgane. Dr. Zvezdan Pirtošek o tem ogromno piše in govori. Razvija se del, ki je odgovoren za socialno-čustvene
povezave v glavi, kar pomeni, da se naša vrsta močno usmerja v čustveno in predvsem metodološko najtežje merljivo duhovno inteligentnost. Ker je to neka nadgradnja. In na tem nivoju se pravzaprav odpira vprašanja, kot so intuicija, prekognicija, torej sposobnost predvidevanja. Ne? Ker seveda zahvaljujoč nevroznanosti, nevroplastičnosti, zrcalnim nevronom, kvantni znanosti in ostalim konceptom sodobne kvantne fizike, vemo, da je zavest pravzaprav tekoča v gradnji. Ne? In koncepti niso fiksni. Kar je seveda velika nevarnost pri manipuliranju realnosti, velika nevarnost pri trganju dejstev iz konteksta in s tem velika nevarnost za vzpon pravzaprav določenih sadističnih, lahko rečeva, lastnosti človeške vrste. Govorim na splošno svetovnem merilu, ne? Kaj si me prej vprašal in svetovnem, ne? Je pravzaprav zdaj neka taka močna podstat takšnim lastnostim, ki pa se jim seveda v svetovnem merilu poskušamo opreti. Poskušamo se temu upirati in iskati tisto vero v človečnost. In jaz imam tukaj izjemno visoko vero v človeka. Ne? Na tvoji desni je nova knjiga. Ja, 4Q, ki je zdaj že v tisku. Tako. Nam lahko malo več poveš o tem, komu je namenjena, oziroma kdo si lahko z njo pomaga, na kak način, v bistvu, kaj je mogoče sploh 4Q. Ja, je. Kaj sploh, kako deluje? Ja, hvala, Ana. Ja, torej jaz pač mislim, da bi to knjigo moral pravzaprav vsak Slovenec kupiti. Mogoče s to, kar delam ful premalo res reklame za svoje knjige. To je moja 12. knjiga. Napisala sem lani Vročico tresljajo duše tudi. Tista je bolj, bom rekla, nekako meditativno, kontemplativna. Ta knjiga je pa zelo materializirana, v smislu stvarna. Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo z ljudmi, torej s človeškim faktorjem. Predvsem je pisana za podjetja, za posameznike, ki se ukvarjajo z dilemami, kot so recimo motivacija ljudi, prevajanje različnih redov vrednot. To je ta 4Q. Torej, če povzamem zelo enostavno, to, kar je potrebno narediti na splošno, v smislu spremembe svetovnega reda, je, da se ovemo, kolikokrat projiciramo lastne esence v druge ljudi. To je prva stvar. Tega se res premalo zavedamo, to je ta autorefleksija. In ko imamo ta IQ, to je mind to mind, to pomeni, da znamo najti mentalni kognitivni most. Torej, dialog se začne takrat, ko jaz poiščem stik s teboj. To je dialog. Ne, ko jaz dam lastno resnico nasproti tvoje resnice, to ni dialog. In za dialog je potrebna izjemna notranja moč. To je pa čustveni prostor. Torej, jaz z ljudmi, s katerimi delam, treniram mnogo ljudi in sicer delamo tudi na avtogenih treningih, torej da ustvarjamo notranjo moč, notranji prostor, kjer se ti lahko počutiš sprejeto. To je EQ, heart to heart, srce k srcu. In če nimava tukaj midve povezave, biokemijsko je to recimo oksitocinska, serotoninska povezava, torej skupine, ki se lepo razumejo, razvijajo posebno biokemijo. In ko se recimo lepo razumeva, ko imava dialog, je balzam graditi nove svetove. In človeštvo je kot babilonski stolp. Nihče več nikogar ne želi razumeti. S to nihče več nikogar ne razume. In skrajna težava, če rečeva, evropskega prostora napram recimo Aziji, je mogoče v tej skrajni individualizaciji, tudi kar se tiče gospodarstva. Torej mi želimo imeti vsak svoj kozarček, se pravi, danes imamo Nike, napisano za mojim imenom, torej branding, ko hočemo biti posebni, hočemo biti izjemni, lahko smo posebni in izjemni, ampak mi vsi smo morje človeštva. In to morje človeštva je sestavljeno iz vseh energij, ki jih vnašamo, torej IQ, razum, analitika, EQ, čustva, torej moja čustvena energija. Kakšna čustva, kakšne občutke v tebi nosim v sebi, in kako v dialogu tebi pokažem, da te sprejemam ali pa te ne sprejemam. Dakle, za S, to je pa duhovna inteligenca.
Enkrat smo imeli neko predavanje, so bili zelo zmedeni, kaj ne bi pa zdaj to pomeni. Ne? To ni neka mistika. Duhovna inteligenca je pravzaprav naša zavest, naša sposobnost, recimo razločevanja, razumevanja vrlin. In ko mi dve tukaj recimo spet postava most med vrlinami, je potem najem pakju, torej fizična inteligenca, pretočna. In ta pretočnost, ki rečemo tudi flow, je temelj neki stabilne etičnosti. Temelj neki stabilne etičnosti. In v tej knjigi raziskujem pravzaprav številne primere, kako sem sama po podjetjih, seveda so to primeri, ki so zapisani tako, da se ne moramo neposredno prepoznati, ker je tako tudi pravilno, ker jaz podjetje delam že 20 let in pokažem razliko, ko peljemo recimo čustvo inteligenco podjetja. Kaj to pomeni? To pomeni, da si znamo natočiti čistega vina na spoštljiv način. Da znamo, na primer, ustvarjati mikrotrenutke v podjetju. Ko dosežemo nek napredek v organizaciji, lahko je to tudi popolnoma neprofitna organizacija, in da znamo praznovati te trenutke. To je pravzaprav ta cikličnost, ker čas, v katerem živimo, je cikličen, naren čas je dogovor. In praznovanje trenutkov pomeni, da na tej nezavedni ravni, na podzavestni ravni držimo skupaj. In ta občutek teh vizij, ki so kot neke vrste gradniki, je nekaj, kar ta čas zares potrebuje. Tisto iskreno povezanost. In ta iskrena povezanost je seveda, po moji presoji, konkurenčna prednost, lahko tudi Slovenija. Zakaj ne? Zakaj ne bi Slovenija dala svetu določene modele? Ne govorim, da sem zdaj jaz ta oseba, da ne bo pomote, ampak mi vsi skupaj lahko ustvarimo neke izjemne premike. Ker naša zgodovina je posebna. Mi smo nenazadnje res majhen narod, imamo dvojino, to je velika posebnost, Še nekaj jezikov ima dvojino. Torej, mi dva se ljubiva, mi dva se imava rada. Mi dve sva povezani prijateljici. In to so pravzaprav tiste posebnosti, ki lahko svetu dajo neko žlahtnost. In svet tu žlahtnost išče. In jaz s tem konceptom pravzaprav poskušam pokazati, kako poiskati neke drugačne dimenzije in kako razširiti zavest v tisto, kar je etično in dolgoročno trajno. A obstajajo tudi kakšne vaje v knjigi? Ali... Ne, v tej knjigi nekih vaj ni. Ne, to ne. Obstajajo pa seveda primeri, skozi katere pokažemo, kako lahko na posamični ravni spremenimo svoj odnos do sebe, do skupin in seveda delo kroga, v katerem smo. Zdaj veliko govoriš tudi o pravičnem presojanju. Res je. Ampak a ni to malo iluzorno, ker na koncu, da vidimo stvari takšne, kot so, še vedno vsi gledamo skozi sebe, izhajamo iz svojih prepričanj, iz svojih doživljanj in izkušenj. Vprašala si me karakter slovenstva. Mi smo vsi prepričani, da smo pravični in pošteni. In beseda poštenost je v Sloveniji zelo popularna. In če bi zdaj naredili spletno anketo, kaj pomeni beseda poštenje, bi dobile, kaj misliš, koliko odgovorov? 100%, vsi smo pošteni. Ampak mogoče bi vsak drugače urisal, kaj njemu beseda poštenje pomeni. Kaj hočem zdaj povedati? Poštena presoja. To je pravzaprav multiparadigmatski koncept in drži. Torej, vsi smo subjektivni. Kar pa še ne pomeni, da smo lahko krivični oziroma, da ne obstaja način sklepanja, ki nas vodi do neke čiste presoje. Čiste presoje, temu rečemo recimo Sofija, modrost, lahko je ta nous, čisti um. In ko poskušamo na tak način motriti svet, seveda ne moramo nikoli mimo tega, da autorefleksivno zopet pogledamo sebe, svoje naboje, ki jih nekako reflektiramo v svet, in če po tej metodiki svoje presoje utemeljimo, je potem naša presoja veliko bolj pravična, kot če vsakogar, ki ima nekaj, kar mi nimamo, obsodimo zaradi česarkoli že, nam v tistem trenutku pride prav. Ampak zatakne se nam običajno že pri tem, da bi bili pravični in pošteni do sebe. Že tukaj imamo precej izzivov, kako sebi priznati določene stvari o nas samih. Res je, s to imamo pa partnerje, prijatelje, matere, otroke, ki nas o tem poučijo.
Pogosto na zelo inovativne in brezprizivne načine. Se ti zdi problematično, če nekdo sam sebe okliče za dobrega človeka? Jaz mislim, da dobrote ni potrebno razkazovati. Zakaj tako mislim? Martin Luther je v teoloških spisih povedal sledeče. Marsikaj je povedal, ne? Všeč mi je misel, ena od njih je, tukaj stojim, ne morem drugače, druga pa je, dobri ljudje delajo dobra dela, ampak dobra dela ljudi ne naredi dobrih. Torej, dobrota kot takšna je zopet nek tak, temu rečemo umbrella term v angleščini, v slovenščini bi to prevedli, pravzaprav pojem z mnogimi referencami je pravilno. Torej, ena beseda mnogo stvari pomeni, ker si vsak na drug način predstavlja, kaj naj bi bila dobrota. In ja, ko se pravzaprav definiramo kot dobre, poštene, očitno rabimo poudarjati, ne, te lastnosti. Ampak največkrat nam žene samo pokaže in izkušnje. Predvsem pa preizkušnje. Ali smo zvesti, torej brez realne preizkušnje, tega ne vemo. Ali lahko? Ne. Ali smo pošteni, brez realnega testa, zopet tega ne vemo. Ne? In žal se zgodi, da smo ljudje armchair interpreti, torej svet presojamo iz obdobja fotelja, ali pa lahko rečeva iz obdobja anonimnosti, kar se kaže tudi na socialnem spletu. Torej v anonimnosti smo lahko popolni, brez napak. Ne? In žal prevečkrat sodimo druge ljudi, brez da bi ozrli njihovo izkustvo. Brez da bi mogoče pomislili, kako je v koži te osebe. In to je zopet težava avtorefleksije in predvsem projiciranja teh slepih peg ali pa teh senc. O tem govori sicer Jung, o sencah. Ne? Mogoče, če se vrnem na SQ, oziroma duhovnost, ne? Kako se je vaše dojemanje duhovnosti skozi življenje spreminjalo in kako mogoče danes razumete, kaj je to duhovnost? Kakšno krasno vprašanje daješ, Ana. Jaz sem po mojem na svet prišla že z neko drugačno dušo, tako se čutim od nekdaj. Kaj za to pomeni? Ne? Torej, moj oče je bil zelo poseben človek, kot že povedano. Govori tudi 6 jezikov in mi sva se v mojem otroštvu veliko pogovarjala o svetu onkraj tega sveta. Dobesedno tako. Ne? In moja knjiga, torej moja prva knjiga ima naslov Onkraj razkritja. In to pravzaprav povezavi tega sveta onkraj. In jaz to neko notranjo dušo, s tem zavedanjem, živim, odkar sem tukaj. To moram najprej povedati. Seveda izkustva doživljanja sveta in pravzaprav New Age v Sloveniji, ki se je potem zgodilo v 90-ih in tako, mi je tudi pokazal, da je za mnoge ljudi beseda duhovnost pravzaprav tržna vrednost. Kar se je tudi pokazalo. Ne? Mi smo kar nekaj takšnih in drugačnih odmikov, odklonov, tako imenovanih sekt, torej nekih skupin ljudi, ki so poskušale dosegati, predvsem pod vplivom knjige The Secret, materialno finančno obilje. Jaz sem to vedno kot, rečemo temu, opazovalka sveta, življenja dojemala mnogodimenzionalno. Ne? O tem pišem v knjigi Heroji, ne? O duhovni mafiji, o zlorabah. Ne? Imam pa seveda v zgodovini človeštva tudi številne cerkve, od mormonske cerkve, tudi rimokatoliške cerkve, ki so ta primat nekega duhovnega uporabile za svoj interes. Ne? In zdaj se da vprašanje, kaj je tista pristna duhovnost, kaj je pravzaprav človeški interes. In tukaj ima človek izjemno domišljijo in praksa je pokazala, da tudi tisti, ki te storitve kupujejo, potrebo po odpustkih ali pa lahko rečemo odpisu grehov. Ne? Ja, to se mi zdi ful dobra iztočnica. O tem sem tudi že večkrat razmišljala, da včasih smo bili vajeni, oziroma je bil človek vajen plačati odpustke ali pa iti k spovedi in se je tako odrešil grehov. Danes gremo pa na delavnico, kjer te nekdo energetsko očisti in si nekako prepričan, da
delaš na sebi, v resnici pa pogosto morda ne delaš ravno na sebi. Ne? Tako kot da se ta vzorec zdaj iz neke krščanske tradicije premaknil v New Age. No, ljudje še vedno hodijo v cerkev, torej katolištvo še vedno ima nek primat, lahko rečemo temu dušne korekcije, o čemer res ne vidim nobene težave, ker ljudje rabimo to lažbo. Kaj pa pomeni energetsko čiščenje ljudi, je pa zopet neka metafizična izjava in tukaj težko merimo ravni. Seveda obstajajo pričevanja o ljudeh, ki imajo sidije, temu rečemo nadnaravne sposobnosti, ampak kako, na kakšen način vsak rokuje s temi karizmami, krščanstvo reče temu karizme, je pa zopet stvar osebne etike. In ja, to, da se samo nekje bremena odloži, to še ne pomeni, da tisto, kar smo naredili narobe, izgine. Tisto ostane zapisano v etru. Kakšna duhovnost pa privlači Slovence, če govoriva zdaj od 90-ih naprej, se pravi v neki New Age duhovnosti? Zdaj to, ker nisem več poznavalka teh zadev, niti jih ne spremljam, ampak kar sem recimo leta nazaj spremljala, pa kar mogoče dobivam preko nekih uvidov, je to predvsem duhovnost obdobja. To je predvsem duhovnost iskanja najbolj enostavnih poti. In to meni osebno ni definicija neke osebnostne rasti, ker osebnostna rast ne pomeni, da grem v wellness, da treniram jogo, da jem vegetarijansko. Osebnostna rast pomeni, da sem boljša za sočloveka. Osebnostna rast pomeni, duhovna inteligenca pomeni, da se postavim za človeka v stiski, da tvegam za človeka v stiski. To je pravzaprav vloga Kristusa. Kristus ni bil nek guru. Kristus, vsaj tako, kot so nam ga nekako prikazali, imamo, se pravi, Biblijo in številne druge evangelije. Recimo odlična knjiga je Marka Pogačnika, mislim, 5 evangelij. Vsem priporočam. Torej, to je Kristusova zavest in to je pravzaprav zavest milosti. In to manjka temu času. Milost. In vsa duhovnost, ki je usmerjena v artefakte, recimo, da je to kamen modrosti, zdaj jaz guru, ta kamen modrosti vibriram in ti ga prodam za 1000 evrov. To seveda ni etično. In kljub vsemu, kot smo rekli, številni ljudje živijo v tem duhu materializacije, torej visual boardov, torej kaj si želim, kaj bom ustvaril. Seveda drži, tam, kjer je pozornost, tam je energija. Ampak ta zemlja je planet vseh nas. Slovenija je država vseh nas. Zato je pomembno, da si je želim dobro, ne samo zase, ampak tudi zate. In to je po moje presoji tista žlahtna duhovnost, ki se močno ločuje od te barbarske, primitivne duhovnosti, ki je pravzaprav sinonim za številne psihične odklone posameznikov, ki so tudi na marsikaterih podcastih. Ampak jaz pravim, vsak človek sam izbira, kaj bo kupil in tudi vsak, ki dela z ljudmi, odgovarja. Jaz rečem temu psihičnim zakonom, nekateri rečejo temu karma, tako kot imamo zakone fizične, Newtonove, ostale elektrodinamika, tako naprej, termodinamika, obstajajo tudi duhovni psihični zakoni in to je tisto, kar mene osebno zanima. O tem tudi pišemo v svojih knjigah in kot rečeno, ta zadnja je bolj res taka stvarna knjiga, ampak ne nazadnje, ti zakoni, psihični zakoni vodijo naše svetove. Največ je mogoče o tem, ali pa o tem vedo psihoanalitiki, ta znana imena, tudi novejša imena, ki tekom številnih srečevanj z ljudmi ugotavljajo neke cikle in tudi samo ugotavljam določene cikle. Predvsem največkrat ugotavljam, da projiciramo izjemno veliko senc v drugega. In redko kdo se tega ove. In moje mnenje je, da bo to za tiste, ki bo to znali v prihodnosti, največji kapital v smislu političnega, ekonomskega in stvarnega kapitala. Ja, ena izmed tvojih misli v knjigi, ki sem jo ujela, je bila tudi, da neuravnovešen terapevt svoje luknje ali rane prenaša v paciente. Tako.
je to potem nekaj, na kar bi bilo vseeno vredno mogoče malo bolj opozarjati ljudi, ko Torej, izbirajo. ja, zdaj to je tudi terapeut. Mislim, da je zelo fino, da v Sloveniji imamo zdaj ta zakon, torej, da se poskuša ločevati. Ne. Torej, jaz sem vedno rekla, sem svetovalka, torej sem razvila svojo metodo, ki bolj svetuje ljudem. Seveda imam tudi določene licence, šole, o katerih niti nisem nikoli toliko razpredala, ker se mi zdi, da je to samo ena postranska stvar. Ne. Problematično je, da nekdo za neko omejeno dimenzijo znanja prevzame odgovornost drugega človeka. To je ta težava. Ne. Torej, biti terapevt je izjemno težko, tudi biti svetovalec je težko delo. In to so pravzaprav znanosti, ki odkrivajo številne, bom rekla temu, vrzeli, ki se pojavijo v odnosu svetovanja. In te vrzeli so na mnogih ravneh že bile opisane in seveda od vsakogar, ki dela z ljudmi, je odvisno, kako globoko te vrzeli resnično ponotranji in kako etično deluje in sodeluje. In tukaj mora pravzaprav biti odjemalci teh storitev previdni. Torej, kot rečemo, po nasvet o zakonu ne bomo šli k človeku, ki je ločen 5-krat. Ne? Po nasvet, kako speči potico, ne bomo šli k človeku, ki je spekel v življenju niti ene potice. Ne? Torej, moramo znati uporabljati zdravo kmečko pamet. To tudi pozabljamo, poleg avtorefleksije. In ja, mogoče prevečkrat v druge verjamem bolj, kot verjamem vase. Tukaj mislim, da imamo Slovenci eno težavo. Ne? Pogostokrat ne slišimo lastnega monologa. Torej, pri mojem delu ljudi opozorim, da opazujejo notranji monolog. Kaj sami sebi prigovarjajo. Tem je sicer govoril tudi Bruce Lee. Ne? Torej, in tisto, kar mislimo, da smo, ne na tej vidni ravni, ampak v tisti tišini, ko smo sami seboj, tisto je prisotnost, ki seveda kvantno deluje na druge ljudi in na neke subatomske, če govoriva, ravni. Ne? In na to smo tudi premalo pozorni. In ko govorimo o vprašanju duhovnega trga, je tukaj ogromno pravzaprav slepih peg. Tako na strani odjemalcev storitev, kot tudi na strani tistih, ki mogoče poskušajo delovati dobronamerno. In še nekaj bi omenila, tisti, ki so coachi, ki so svetovalci. Veste, zakaj bioenergetiki umirajo mlajši? Ne? To je bila tudi več razprav na to temo. Ne? Ker enostavno vse energije, ki jih pretakamo, torej govoriva o občutkih, ne? Govoriva o tem, da vsak človek ima neko osebno prezenco, neko osebno energijo, to gre čez naša telesa. In to ni nedolžna stvar. In jaz verjamem, da ljudje želijo pomagati, ampak potrebno se je tudi znati zaščititi. Ne? In delovati v dobro celote, kar je pa zelo, zelo velikokrat težko. In ravno v tej moji knjigi, tukaj novi, na 4, ko govorim seveda tudi o svetovalni praksi, govorim o prevodih, kako pravzaprav moramo znati prevesti neka čustva v misli v občutke, ker se nam, v primeru, da te ravni zanemarimo, marsikaj na ravni psihosomatike lahko zruši. Govorimo o izgorelosti, o raznih stiskah, o katerih poroča sodobni človek. In teh stisk je vse več, tudi med najmlajšimi. Sicer, kar sem jaz opazila, je, da problem je tudi velikokrat, ko ti recimo neki duhovni učitelji dobijo ogromno sledilcev, da enostavno te ta moč, ki jo imaš, ko te potem ljudje konstantno sprašujejo za nasvete, za vse stvari, da te enostavno nekako malo odpelje. In potem pride tudi do teh zlorab. Ja, torej... Vprašanje moči, a ne, se pravi. Moči je mnogo, ne. Imam neko kolumno, mimogrede, ta orgazmična moč na Siolu, mislim, da je dobra, zato ker točno o tem govori. Torej, kaj pravzaprav moč pokaže? Ali nas spremeni, ali osvetli tisto, kar je v nas. In žal, ne, je mnogo ravni, mnogo vrzeli v nezavedni strukturi vsakega človeka, ki hrepenijo po testih. Tega se ljudje ne zavedajo. In če je osebnost narcisoidna, ali da ima vsaj neke zametke teh ravni, torej narcisoidnost pomeni predvsem nesposobnost učljivosti, ne? Ni zdaj danes vsak narcis, kar je tudi pač diagnoza, ki se postavlja skoraj vsakemu, kar tudi ok, ne? Seveda pridemo do situacije, ko ni
teh korektivnih mehanizmov. Ne? In ja, lepo si omenila, torej, ko te nekdo obožuje, ko te nekdo potrebuje. Ne? To so seveda neke skušnjave. In človek, ki nima nekega karakterja dobro postavljenega, ne, se bo tem skušnjavam težko ognil. So se pa mogoče preizkušnje, o katerih si me prej spraševala, torej neke težje življenjske lekcije, pravzaprav pot do notranje žlahtnosti, pot do tega, da nas ne zamaje vsaka moč, ker moč ni zgolj denar, moč je seksapil, moč je lahko pravzaprav vpliv, ne? In v sodobnem času je teh pasti neskončno mnogo, ne? Tudi recimo vplivništvo kot tako, ne? Ljudje se zelo zgražajo nad ljudmi, ki so vplivneži, ki so vplivnice. Je bi tukaj poudarila, da so te osebe lahko zelo ogrožene na teh energijskih, nezavednih ravneh. Ker je pa popolnoma drugače, ali tvojo sliko gleda milijon ljudi, ali tvojo sliko gleda tvoj partner in tvoj otrok. Razlika je popolnoma logično, psihološko drugačna. Pišem v tej kolumni tudi o določenih osebnostih, recimo osebnosti, ki so bile mogoče seks simboli, zakaj so imele samomore, zakaj se je zgodilo toliko zlorab, zakaj se recimo v show biznisu zgodijo stvari, ko ljudje padejo v hude depresije. Torej, nezavedna struktura pravzaprav vleče nase klice, ki lahko zrušijo psihično stabilnost človeka. Ne? Torej, biti popularen pravzaprav ni tisto, kar bi človek želel. Ne? Bolj ko poznaš človeški ustroj, bolj ti je jasno, da brez askeze, brez nekega obvladovanja, pa to ne načrtnega, ampak cikličnega, ne? Človek ni kos izjemno sodobnega časa. Jaz osebno se postim, marsikaj počnem, ne? Ker vem, da se moram očistiti klicev, vplivov, stvari, ki jih nekako, bom rekla, pretočim in ni dovolj zgolj pogovor. Ne? Zato tudi ta moj 4Q pravzaprav, ne? Govori tudi o tem, kako delati neko svetovalno prakso. Ni dovolj pogovor, tudi terapija je premalo. Ne? Sodobni čas zahteva res veliko. Rabimo tudi pravi ljudi. Rabimo fizično biti aktivni, kar Slovenci sicer smo pa zelo pridni. Ne? Da ne bom zdaj samo govorila, še kaj me vprašala. Jaz lahko se več predavam na dolgo, ne široko. Ne, super je. Zdaj, če že govorijo o duhovnosti, sem te sam hotela tako vmes vprašati, če verjameš v posmrtno življenje. Glede na vse študije, ki jih imamo, ne, recimo, če koga zanima, Shabd yoga, joga posmrtnega življenja, Pot mojstrov, odlična knjiga, ki govori seveda o bardih tudi prehoda, tibetanska knjiga Žena umiranja, egipčanska knjiga mrtvih, sumerska knjiga mrtvih, tibetanska knjiga mrtvih. Torej, če te literature nekako primerjamo, ki so seveda nastale v različnih obdobjih, imajo izjemno podobne zaključke. Ne? In jaz sem včasih presenečena, kako lahko človek res misli ali pa si domišlja, da je sam v tem neskončno ogromnem vesolju, ki se neprestano širi, in predvsem, da si domišlja, da je smrt konec. Jaz osebno sem metodološko in znanstveno prepričana, da ni konec. Ne? Torej, posmrtno življenje, kako izgleda, seveda tega ne vemo, imamo cel kup nekih idej. Največ o tem ve Shabd yoga, torej joga posmrtnega življenja, kjer so minihi leta posvečeni študiju zavestnih prehodov. Ne? In to je pravzaprav oblika duhovnega bivanja, ki nima popolnoma ničesar skupnega z New Ageom in z, bom rekla, uporabno, vulgarno, sadistično obliko duhovnosti, ki zgolj izrablja druge ljudi za dvigovane tržne vrednosti. Ne? Zato je fino prebrati take tekste in potem precej lažje presojati tako zvane učitelje in guruje, ki se mi zdi v tem času nekako niso več in, ali so še in, Ana? Jaz mislim, da počas pada, no. Okay. Je pa res, da vsak to izpet iz svojega zornega kota gleda. Pri meni padajo. Okay. A se je kdaj zgodilo v življenju, da si radikalno spremenila stališče glede nečesa, kar si prej trdno zagovarjala? Torej, sem človek, ki sem odprta do novih spoznanj in če se v neki stvari motim, jo tudi rada raziščem.
Tako da bi se zelo zmotila v tem smislu, da ne bi priznala, to nikakor ne. Sigurno sem pa že ugotovila, ne, kot pravim, jaz učim druge, tako kot poskušam tudi učiti sebe. Tudi daj prepoznam neke naboje v sebi, ki mi niso najbolj všeč in jih poskušam raziskati. Ne. Torej, jaz nisem človek, ki bi verjel v načela za večno. Ne, to je pravzaprav slika ega. Človek, ki preveč zagovarja lastna načela, ima težave z lastnim egom. Ne. In človek, ki pa je učljiv, ki je razumen, ki je odprt do sveta in do spoznanj, pa seveda tudi spreminja določene poglede, ne, na svet. Sigurno, ne. Se tudi moje knjige, recimo, če bereš knjigo, ne vem, Heroji, mislim, da 2009, malo sem že pozabila te letnice, ne, jaz seveda še vedno razmišljam tako, ampak sem se nadgradila, seveda sem se nadgradila. Ne. Če sem mogoče kdaj imela neko zelo ostro sodbo nekih stvari, imam danes o tem zelo bolj, bom rekla, blago razmišljanje, ker sem se v teh 20 letih razvila. Ne. Samo to ne pomeni sprememba stališča, to pravzaprav pomeni dozorevanje. Ne. In v tem smislu mislim, da moramo ljudje tudi drugega bolj podpreti v tem razvojnem smislu, ne, ko se iščemo, ko se včasih tudi izgubimo. Ne. To so mogoče samo neke faze življenja, ko človek na novo strukturira samega sebe, torej se levi in ti procesi so lepi. Ne. Ali pa izgube v metulje. Danes sem si metuljčka dala. Ne. Prav na ta način, ne, da mogoče simbolno pokažem to pot te preobrazbe. Ne. In ja, ko smo metulji, smo lepi, predtem pa nismo najlepše gosenice. Ne. Čeprav meni so gosenice zelo luškane. Ne. Jih imam rada, ne. So mi res všeč. Zdaj počas malo zaokrožujeva ta pogovor. Okay. Se pravi, kak način soočanja s problemi bi rekla, da zagovarjaš, je to potem neko poglabljanje vase, ampak ljudem se pogosto ne ljubi poglabljati vase, ker to zahteva tudi ogromno truda, energije, časa. Mogoče bi rekla, preden sodimo, je fino malo razmigati možgane, ne, ker sodba je enostavna, hitra. Razmislek pa zahteva malo več energije. Raziskovanje zahteva tudi disciplino uma. Tukaj je kar nekaj težav mogoče pri ljudeh, ker disciplina uma pomeni, da počakamo, da mogoče kakšne stvari prespimo, da stvari premotrimo na druge načine, preko drugačnih refleksij ali pa mogoče metodologij. Kar se tiče pretiranega kopanja po sebi, sigurno nisem zagovornik tega, ker je treba živeti, ne, torej, ampak raziskati pravzaprav bolj kot ne tiste naboje, torej, če nas neka stvar iziritira, če nas nek človek iziritira, je dobro poiskati tisto naše notranje sidrišče, ki pogojuje takšen odziv. Ne? Temu reče Freud, recimo id, torej to so ti nagonski deli človeškega ustroja, katerih se pa zelo malo ljudi dejansko zaveda. Ne? In človeštvo je na nek način zelo prepolno nereflektiranih emocij. Ne? In kratko anekdoto, ko sem bil v Ženevi na tem študiju politike oziroma mednarodnih odnosov in politike, so nas vprašali, kaj bi svetovali parlamentom. Ne? In jaz sem svetovala, da bi peli v parlamentu. In so se vsi malo tako poheca, kaj pa se zdaj hotela s tem povedati. Kdor poje, slabo ne misli. Ne? Torej, problem je, da besede, diskurzi prevečkrat ustvarjajo vrzeli. In premalokrat se vprašamo, kaj meni pomeni nek pojem, kaj tebi pomeni nek pojem. Ne? In potem se vrtimo v nekih slepih krogih, kot se številni iskalci vrtijo mnoga leta o tem, kaj je oče narobe naredil, kaj je mati naredila narobe, to nima nobenega smisla. Ne? Starši so nas rodili, lahko nas pa ne bi. Ne? Torej, to je prva raven spoštovanja. Druga pa je, da ko odrastemo, imamo tudi mi dolžnosti do drugih. In tudi dolžnosti drug do drugega, tudi Slovenci imamo dolžnost drug do drugega. Kot državljani te države imamo dolžnost. Osebno mislim, da je naša dolžnost, da gremo na volitve. Tudi če nam niso všeč kandidati, smo vsi del te kolektivne zavesti. In prihod na volitve pomeni, kljub vsemu, kar vemo o kolektivnem nezavednem, del odgovornosti, skupinske odgovornosti. In še mogoče ena težava, ki jo vidimo v navezavi s tvojim vprašanjem, je, da zelo neradi sprejemamo odgovornost. Zelo radi krivimo
kogarkoli, na koncu Boga, ne, ko zmanjka kandidatov za krivce. Ne. In to je spet ta vidik avtorefleksije. Torej, ta moja avtorefleksija ne pomeni kopanja neprestanega po sebi, ampak, ko pride do težave, raziskati, kaj sem jaz v tem oziru soodgovorna in kaj lahko naredim. In to je neko soodgovorno bivanje. In jaz nazadnje raziskujem svetove, kažem svojo dušo čez svoje tekste, čez svoje knjige in se mi zdi, da dajem nekaj zares čistega iz sebe in to je lahko rečem, neke vrste darilo, ki ga dajem temu prostoru in nisem nič užaljena, če ljudje tega ne zaznajo. To je mogoče pa vprašanje za nazaj, ko si me vprašala načelnost. Ne. Torej, jaz spuščam stvari čez sebe. Ne. In večkrat bi morali ljudje spuščati stvari čez sebe. Prevečkrat si vsak želi postaviti spomenike in to je potem težava. Ne. Še eno tvojo misel bi prebrala, ki se mi je zelo utrnila v spomin. Ko združimo znanje, razrešeno travmo in empatijo, nastane človek, ki spremeni svet, ker je transformiral sebe. Tako. Imaš za konec kakšno sporočilo, ki bi spodbudilo ljudi k bolj pristni transformaciji, če se vrnemo k tvojemu metulju, še za konec. Ja, to je ta moj štirikut človek. Ne? Dejansko v tej knjigi pišemo štirikut človeku, ki je filozofski arhetip, kar pomeni, da je to človek, ki je multidisciplinaren, človek, ki pušča svobodo in predvsem človek, ki ustvari prostor. Torej, to je njegova prisotnost, njegova osebna energija, v kateri drugi najdejo uteho. Ne? Uteho oziroma prostor, v katerem se lahko izrazijo. Ne? In to je mogoče tudi ta misel, tudi za tvoje poslanstvo, ne, tvojih podcastov, tudi ti imaš recimo prostor. Ne? Ob tebi človek ima prostor. Hvala, to je nekako namen tega podcasta. Ja. Hvala, Lucija, hvala za tvoj tebi, obisk. Vse dobro ti želim. Tudi jaz tebi. Veliko dobrih sogovornikov in čudovitih metuljev. Hvala enako. Hvala, čau.